Pozdravljeni na aprilskem javnem dogodku Inštituta IPAD, ki je že četrti v seriji javnih dogodkov. Danes sta z mano dr. Sebastian Perko in dr. Matjaž Regovec. In sicer pozdravljeni, ja. In govorili bomo o simptomu, ki je klic celote in ključ do zdravljenja. Deljenja. In sicer bomo te teme lotili iz bolj holistične perspektive. Ne samo kot simptom fizično, ampak bolj tudi bolj duhovno, psihološko in celostno, ne. Kot bomo spoznali tekom pogovora, se oba ukvarjata za zdravje na različne načine. Dr. Matjaž Regovec je doktoriral tako iz psihologije kot iz filozofije in se sedaj preko svojih knjig poglobljeno ukvarja z alkimijo. In sicer kako komunicirati z simptomi, ki se nam pojavljajo tako na duševni, telesni in tudi duhovni ravni. In po drugi strani dr. Perko, ki se pa ukvarja z integrativno holistično medicino in raziskuje in zdravi svoje paciente na bolj holističen način, ki je bolj naravnan ne samo na fizično, ampak tudi bolj na celotno biološko sliko. Torej, sedaj bi vaju oba povabil, da mogoče najprej s tabo začnem, Matjaž, da malo podeliš to alkimijo simptoma, o kateri pišeš v svojih knjigah, o teh kogitih in kako to vpliva na razumevanje simptomov. Hvala za besedo. Simptom lahko opazujemo kot nek pojav, ki ne izhaja iz ega. Torej, to je nek pojav, torej niti ne izhaja iz moje kontrole, in vendarle je moj. To je tisti osnoven paradoks, v katerega zremo, ko gledamo svoje simptome. Ne samo v bolezni, ampak te vsakodnevne simptome. Nekaj me boli, čudno se počutim, bolečina v križu, razne nevšečnosti, ki nas ves čas presenečajo, da se moramo zazreti v njegovo dinamiko. Tukaj ena knjiga, Alkimija simptoma, druga knjiga je tudi že napisana, ampak ni še, je trenutno pri lektorju. Gre za to, da se simptom ne sme gledati kot nekaj, kar je bolezensko. Dobro, en del simptomov so povezani z boleznijo, ampak 95% simptomov pa niso povezani z boleznijo, in hkrati pa tudi bolezenski simptomi, vsi ti so neke vrste vodiči, da se lahko ukvarjam s sabo in na nek kakovosten način spremenim svoje življenje, svojo naravnanost, predvsem in prvenstveno imamo telo, imamo psiho, imamo bit oziroma intuicijo in imamo miselni kogito in potem simptoma. Simptom, kot sem zdaj ravno en članek objavil v reviji za zdravje, da prvič, kjer sem ga poimenoval prijatelj, čeprav bi kdo rekel, jaz ne vem, zakaj je rak zdaj moj prijatelj, če govorimo o unih zelo naprednih telesnih simptomih že, ampak v resnici, ko se pogovarjava in ko se ta reč razvija, se potem, ko se dogajajo pa tudi ozdravitve, pa neki napredki pri tako težkih boleznih, moram reči, da je vsem pacientom edino to, da dejansko ta simptom ali pa to bolezen začnejo razumeti, da je njihov, in da jih je življenje pač reklo, zdaj pa še zadnja prilika, dajte nekaj narediti, dajte začeti poslušati svojo bit, dajte spoznati svojo bit, dajte spoznati svoje čustva. Ženske bojo zmeraj rekle, vse sem za druge, na sebe sem pozabila zadnjih 30 let. To je zmeraj izjava pacientke z rakom dojke, recimo, konkretno. In potem je že vse jasno, kaj želi simptom narediti. Na tak način, jaz sem sicer vedno rečem bolj telesni, zobozdravnik, zdravnik, terapevt, kakorkoli, in sem zelo vesel potem, da se na mojo ekipo priključijo tudi ljudje, ki so strokovnjaki na netelesnih in pravzaprav pacienti, ki začnejo, zmeraj rečem, imamo pri nas psihoterapevta, lahko si najdete kogarkoli drugega,
psihoterapija je zelo, pač mora biti to ujemanje med pacientom ali pa človekom, no, saj ne rečemo pacient, in terapevtom zelo veliko, ne, zaupanje, ne, ker tam se pravzaprav do konca naslovi, a ne, mi že lahko naredimo vsadek, mostiček ali naredimo infuzije, hipertermijo in tako naprej, nekateri morda ste že bili pri nas, pa veste, kaj vse delamo, ampak to je zelo kratkega dosega, če se psihe in ostalega ne lotimo, a ne. Torej, če nekako vaju razumem, želite povedati, da je simptom neko sporočilo iz telesa ali iz Duše. psihe, ki želi, da se nekaj razreši, mogoče kakšno nepredelano čustvo, neka neintegrirana esenca v psihologiji ali nekaj takega. In če mu prisluhnemo, lahko gremo po tej poti, kot si rekel, Matjaž, individuacije, ne, da to nekaj tudi iz nas izhaja, ne. In da ni namen samo zdravljenje simptoma, ker s tem gre to za neko lajšanje bolečine, ampak tisti primarni vzrok pa ostane, ne. Ja, Ja. zdaj simptom, a ne, še posebej psihični simptom, a ne, pa tudi telesni simptom, na primer poškodovan gleženj, a ne, ki se dolgo zdravi, je nekoga, ki je že nekaj časa delal na sebi, opozarjal, a ne, da morda je čas za korak naprej. Torej, da morda je čas, da v svojem odnosu se začne postavljati zase, v svojem intimnem partnerskem odnosu se začne postavljati zase in da s tem naredi korak naprej, torej da postavi svoje meje. Ampak da je on do tega prišel, pač je delal na sebi, je proučeval svoje sanje, a ne, je že ugotavljal, zakaj kot otrok ni mogel v življenju naprej. Razlog je bil v tem, da je bila mama neozdravljivo bolna in je torej ves čas moral iz objektivnih razlogov plačevati neko koncesijo, a ne, materi, da je ni preveč vznemirjal, a ne, in seveda vsi, ki imamo v družinah neozdravljive bolezni, a ne, postanemo zelo dobri terapevti ponavadi, ker se nas že zgodna situacija v družini na nek način oblikuje tako, a ne, da skušamo pomagati. Ker pri otroku je tako, če je starš v redu, a ne, če je mama v redu, potem je tudi svet nekako v redu in potem je tudi on lahko nekako še nekako dovolj dobro živi, a ne, in pride ven iz tistih težkih občutkov, ker na drugačen način ne more sploh do tega svojega starša, recimo, ki je delno hendikepiran, duševno ali fizično, in pravzaprav s tem, a ne, ko ponudi pomoč staršu, ima neke vrste odnos, a ne, s tem staršem. In pač kolikor je to po eni strani tudi težko, a ne, za otroka, ker s tem nima pravega odnosa, je pa vseeno način, kako on, a ne, tukaj imamo simptom in Sebastijan je omenil že most, kako je simptom neke vrste most do sebe. Torej, simptom lahko gledamo kot most do sebe. Torej, ta možakar, ki je v psihoanalizi delal vrsto let, šele ko se je zavedal, a ne, in ko so začela govoriti o tem telesnem simptomu gležnja, a ne, on je imel eno poškodbo iz gležnja, ko je bil še mladostnik, a ne, in take poškodbe se potem, a ne, retraumatizirajo, a ne, se odpirajo, se tudi ponovno predelujejo in so končno prišli do tega gležnja, a ne, in je gotovo, kaj je ta njegova cokla, a ne, zakaj ne more biti avtentičen v odnosih, ker je vedno pač skušal ugajati materi, ne. In ko sva delala na tem vprašanju, a ne, je on počasi lahko pričel prepoznavati, a ne, da je on lahko tudi sam sebi dovolj, da je on lahko tudi samostojen, a ne, da je on lahko tudi samski, a ne, da on ne rabi zdaj v partnerstvu na vsak način biti, ali pa da je lahko nekaj časa v takem partnerstvu, da ne živita skupaj in tako naprej. In s tem je on pač naredil nekaj zase, je začel, a ne, sebe razvijati na telesni ravni, začel je trenirati borilne veščine, a ne, ker tam se tudi postavljajo meje,
ampak seveda zmeraj v sodelovanju z Gležnjem, ki je vedno povedal, spet si preveč pretiraval, ni samo fizičen trening, je tudi psihoanaliza, in je tudi duhovna praksa, meditacija, stik z duhovnim, z Bogom, ne vem, kako se vsak to drugače imenuje, z neko višjo silo, eni tudi rečejo z voljo življenja, ki je poslala ta simptom. Skratka, celostna obravnava je psihična, telesno proučitev simptoma, kdaj se je simptom že pojavljal v zgodovini, potem je psihična, nekako dobiti psihično sliko, to dobimo s pomočjo sanj, pa tudi s pomočjo aktivne imaginacije, kjer mi neko sanjsko podobo razširimo. Potem je duhovna raven in tukaj bom pač, to je v metodi IPAL, ki jo delamo na Institutu IPAL, s pomočjo rojstne karte ali kozmograma, in se pravzaprav pri njemu je to konjunkcija Marsa in Saturna, torej Saturn, ki je arhetip počasnega razvoja, pa tudi prikrajšanja, je to njegovo borbeno moč na nek način držal nazaj in jo mora postopoma razvijati, s tem je najdu nek pomen, kako razumeti na tej duhovni ravni, dobiti pomen tega njegovega simptoma. Zakaj je on tako zaznamovan z materino boleznijo in njenim okrnjenim, zato njenim okrnjeno sposobnostjo dajati ljubezen in toplino, in potem, kako je bil on odvisen od tega, da je od te potrditve v odnosih. Kaj je spet punca si mislil o njem? Vidiš, že spet razmišljaš, kaj je zdaj punca o tebi misli. To sploh mogoče ni važno. Kaj pa ti misliš o sebi? Torej, neprestano, namesto te avtentičnosti, jaz sem to pa to, joj, kaj spet misli v meni, spet sem ga nekaj posral, spet me bo, spet sem padel v njenih očeh. In seveda simptom, v vsakem primeru, vidite, tole je mostiček med tem, kaj razmišljamo, miselni del, in celoto, telesno, duševno, duhovno, ki torej hoče torej v vsakem primeru simptom bi hotel, da spremenimo prvič mnenje o sebi, potem pa tudi način interpretacije sveta. Kako mi interpretiramo svet, zakaj se je nekaj zgodilo, Jaz sem kriv, ker je bilo mami že spet slabo, ti nisi nič kriv, da je bilo mami že spet slabo, ti napačno interpretiraš, torej ona sama je v takem stanju, ni sama kriva, ampak ti nisi nič kriv, ti si pač, kolikor si zmogel, pomagati, več ne moreš, in seveda tudi potem narediti tisto odločilni individuacijski korak in reči materi in očetu, ki se zdaj skrbi za to, materi ima reči, poglejte, jaz ne bom mogel hoditi domov, da bi skrbel, našli bomo neko nego in jaz bom hodil v nekem bolj ritmu, ki bo bolj moj na obisk, seveda, da je do tega prišlo, do tega je pač, in najbolj vesela je bila mama, ko je to slišala. Ja, končno, smo zdaj nekaj naredili naprej, Tudi nekdo, ki je pač omejen, zaradi bolezni, tudi ne mara, da se vsi tam, pa ne otroci, žrtvujejo do onemoglosti, ampak imajo tudi radi, da grejo otroci po svoje. Tako da, to je bil tak primer, teh 4 ravni, čisto na kratko. Zdaj bom pa, kaj bo zdaj Sebastian rekel, pa tudi ti, Max. Ja, jaz bi še vas naprej vprašal, ko ste omenili, da je simptom naš prijatelj, Kako integrativna medicina interpretira te simptome, kako pridemo do teh globih pomenov simptomov? Ja, zdaj, jaz sem začel z medicino tam 2013, tako zelo aktivno. Moram reči, da najprej mora terapevt zelo dozoreti, da sploh lahko prepozna v pacientih, ker tudi mi, seveda terapevti, zdravniki, projiciramo svoje stvari noter, in to mora kar velike vode preteči, da znaš prebrati, da znaš začutiti, tako da jaz vedno pacientom rečem, veste, midva se morava začutiti, če hočeva, pa je lahko to na zobu zdravstvenem ali medicinskem delu,
če hočeva, da bova nekaj dobro speljala. Če ne, lahko speljeva, ampak se zna tudi kaj zatikati vmes. In pravzaprav zdaj, ko je Matjaž prvič tole shemo pokazal, se je meni tudi terapevtski pristop zelo okoli obrnil in zdaj vedno, kar naprej. In zdaj vedno nekako, moj mentor je tudi doktor Rau iz Švice, ki je pač to medicino razvijal zadnjih, 40 let zdaj že, tudi on vedno poudarja ta vidik simptoma, tako da jaz imam res zelo veliko na zobozdravstvenem in medicinskem veliko izkušenj, recimo tipično, ko recimo imamo granulome ali karkoli, bolečine na sprednjih zobeh, ki se zobje ledvic mehurja, to so pač čustva, in ko je pacient pač rekel, ja, dajmo te zobe odstraniti, kljub temu, da so spredi, se isti dan naredimo provizorijo, pa grejo lepo lepi domov, ampak ko grejo zobje ven, dostikrat začnejo solze teči in jaz rečem, vi samo jokite, ker zdaj se čisti vse, kar je s temi blokadami ali s temi vnetji, bolj moderno rečeni vnetji, ostalo v telesu. In recimo zdaj imam v mislih tudi eno drugo pacientko z rakom dojke, desne, to me je doktor Rau naučil, to se v šoli ne naučiš. In je nisem takoj vprašal, ampak na enem izmed 10. obisku sem vprašal, kako pa kaj vaš odnos z očetom, pa je sem jokati začela, noč niti reči ni mogla, torej, in tle sva začela potem tudi na telesni ravni neke napredke delati, predtem se ni nekaj premikalo veliko, torej, in zdaj, to je lahko zelo dolga debata, v osnovi sva se potem lotila, v resnici pa zdaj jaz mogoče bi bil Matjaž boljši terapevt za ta odnos z očetom, ampak vseeno se zmeraj o tem pogovarjava, torej kontrolni pregled ni izmeriti tlak pa vse te stvari, ampak kje smo zdaj, a sta se pogovorila, nista, ste mu povedala, da ga imate rada, ste sprejela to, da on želi na drugačen način mogoče oditi, kakor se vam zdi primerno, in ker je bilo že od rojstva, tako kot si ti rekel, je ona skrbela za njega. In je tudi zdaj v teh zadnjih momentih, ker oče je pač v neki težki situaciji zdravstveni, pač nekako ni bila zadovoljna, kako se je on odločil to speljati in je bil to oreng konflikt, ki še traja, ampak nekako ga pa naslavljamo, in se mi zdi, da vseeno gre v pravo smer. Pa sem Ja, samo jaz bi še vprašal, če nam malo bolj razložite, kako prihaja do tega spletanja odnosa s pacienti. Razumem, da je neko sprotno spremljanje, pa diagnosticiranje, pa pol neko poglobljeno spraševanje, ki že malo meni na terapevtska vprašanja, ki jih recimo v kakšni medicini ni. Ampak kako že od samega začetka, ko spremljate pacienta, kako se ta pogovor začne, kako vzpostavljate ta stik, da vidite, če sta kompatibilno sodelovanje ali ne, kot ste omenili, kako se to Ja, spremlja? to se kar začuti, to se začuti že zelo hitro, morda ne na prvem obisku. To je čisto kako pogovor teče, tudi kaj vprašaš, pa vidiš, a želi povedati človek ali ne, a je tle neka zavora, a je prišel sam zdaj, tle imate moje telo, pa zrihtite, to se pač ne da, to ne gre, to gre lahko samo pol se tablete predpiše farmacevtsko in je to. Ljudje se zelo različno odzivajo, verjetno zato, ker rečemo integrativna medicina, pridejo ljudje že malo pripravljeni, in so morda drugačni ljudje, ki so pripravljeni delati na sebi, vedno se pove zdaj na prvem, drugem, tretjem obisku, da je tudi ta psihološki del pomemben, da se je treba slišati, Jaz dostikrat že na prvi imam shemo v ordinaciji obešeno na steni in razložim, vi oziroma največje uspehe, ki jih imamo, so s pacienti, ki razumejo, da je simptom njihov, ne da smo mi tule, da bomo. To ne gre. Sprememba mora biti, in ko se ta sprememba zgodi, je potem tudi lažje prehrano spremeniti, lažje vse te korake narediti. Zdaj pa nekateri počasi, nekateri na hitro.
to je pa, jaz zmeraj rečem, to je čisto vseeno, koliko hitro. Z vašim tempom, a ne. In se mi zdi, zdaj po enih 4-5 letih smo kar najdeli ta svoj ritem, a ne. Ja, hvala. Matjaž, tebe bi vprašal, ki si prej omenil kozmograme, ne? Kako se pa metoda IPAL s to identifikacijo simptomov ukvarja? V metodi IPAL, vzamem tudi zaradi Boštjana nove misli, ki jih vedno imam, in nove ugotovitve, a ne, Sebastiana sem se ogromno naučil. Metoda IPAL ima te 4 ravni in lahko začne z telesnim simptomom, a ne, zaradi katere nekdo pride v psihoanalizo ali na delo v uvodno skupino metode IPAL, a ne, kjer dela 50 srečanj. Ampak jedro dela pri metodi IPAL je pa prav z psihičnimi podobami. Torej, psihične podobe, kot se pojavljajo v sanjah, in potem tudi jih dobimo tudi z aktivno imaginacijo v skupini na kontroliran način, so vhod v to, kaj se je pravzaprav do zdaj z nami dogajalo, in so neka osebna izkaznica naše zgodovinskosti, jaz temu pravim. To zgodovinskost je še Freud odkril, pa potem Jung nadaljeval. Ampak kaj pomeni zdaj zgodovinskost? Torej, pacient, se boš najbolj strinjal, pacient ni samo negativna beseda, ampak je zelo pozitivna beseda. Vsi smo mi pacienti, ne? Ker pacient izhaja iz besede paciencija, ki pomeni potrpežljivost, ne? Vsi razvijamo to božjo mast, ne? Seveda se moramo pol tudi zelo mazati, zelo potrpežljivo, a ne? In mislim, da je že sveti Avguštin rekel, da je potrpežljivost skoraj edina lastnost, ki jo zaradi nje same moramo razvijati, ker je tako dobra, da daje rezultate. In na drugi strani pacienta je medikus, je nekdo, ki zna zdraviti na te 4 načine, ali pa vsaj na enega, pa ostale 3 pomožno. Torej, ne toliko na miselnega, ampak na enega, ali telesno, ali psihično, ali duhovno, eno od teh 3 načinov mora biti, a ne, ki predstavljajo začetni korak pri vsaki celostni obravnavi simptoma in njegovi integraciji. Zato, da bi mi izboljšali kakovost življenja, ne pozdravili se, tudi pozdravili se, če je to bolezen zraven, ampak če ni, v vsakem primeru pa izboljšati kakovost, povečati svoje blagostanje, ki ni samo telesno, ki ni samo psihično, ampak je tudi duhovno, to se pravi, zdrav duh v zdravem telesu pomeni, da je človek duhovno živ, a ne, da ima svojega duhovnega, da ima svojega osebnega duha pri sebi, da ima tisto osnovno energijo, a ne, ki seveda niha, ampak to ni psiha, to je njegov osebni duh, ne. To ga ima že dojenček brca, a ne. In psihoanaliza je ugotovila, da se psihični ego pri dojenčku rodi šele pri 6 mesecih, ampak on je že ves čas dejaven, a ne, brca, joka, kriči, hoče kontakt telesni, a ne, ker je njegovo telo prešibko, da bi tega duha nosilo, zato rabi mater, a ne, ali koga drugega, da mu pomaga držati tega duha, a ne, ker on, če je sam pride v praznino, ampak ta duh pride z njim in ta duh najbrž tudi nekam gre, a ne. In ta duh je nekaj, kar je nekaj nematerialnega, ampak ta duh se mora osvoboditi, to je duhovni razvoj, ne, je pa preko psihe. In zdaj, tukaj sem bil, a ne, vhod pri metodi IPAL pri delu na sebi, v skupini ali individualno je za psihično podobo, zato, ker je v njej zgodovinskost. En človek je sanjal, en pacient je sanjal, da je sredi spolnega odnosa s svojo partnerko, s katero je bil ravno takrat v zelo harmoničnem obdobju, na enem lepem dopustu, enem resortu, ki je imela čudovit in se razvajala in njemu pride potem sanja, a ne, da sta v spolnem odnosu, v sredi dejanja, spolnega akta, in potem se ta partnerka obrne stran in začne oralno zadovoljevati svojega bivšega partnerja, v katerega se je začela, a ne. In ker je bil tam seveda osupel čist, se je zbudil v strahotni tesnobi, kaj sem se to sanjal sredi nekega lepega, a ne, dogajanja, in ko je razmišljal o tem in potem, ko so še skupaj delala, je ugotovil, da je pravzaprav sanjal
konstelacijo svoje družine. Kot starejši brat je bil prikrajšan in mama je dolgo časa dojila tega mlajšega brata, njega zelo kratek čas, njega je pa odrivala, in če je karkoli rekel, ali če se je karkoli zadrl, mu rekla, tih bod pošast, ti si pošast, tih bod, rajš kaj pomagaj. In ga je odrinjala. In je pravzaprav on noter najdel ta mehanizem, ki je njegov zgodovinski mehanizem, bil najbolj zgodnejšega odnosa v družini, kjer je bil odrivan od strani matere, kjer je bil prikrajšan zaradi mlajšega brata, in ta noter je prepoznal, seveda spolnost, to je že Freud ugotovil, spolnost je najmočnejša upodobitev odnosa, tako med odraslimi ljudmi kot incestnega odnosa, ampak na psihični ravni. In ta upodobitev, je seveda matere, ki oralno zadovoljuje, doji njegovega brata, ki je pač njegov tekmec, zato je v sanji prikazan kot partner kot bivši partner od njegove sedanje partnerke. No, in ko je to videl, je začel razumeti, on je prišel zaradi simptomov v terapijo, v psihoanalizo in metodo je prišel zaradi simptomov neavtentičnosti, on je ugotovil, da ni avtentičen, da stalno skrbi za druge, da vse omogoča drugim ljudem, samo zase pa ne poskrbi. In potem je iz tega otoka psihoanalitičnega odnosa, rednega psihoanalitičnega odnosa, je on počasi razširil ta svoj odnos, vključno tudi s to svojo novo partnerko. In na ta način je on začel prepoznavati svojo avtentičnost. In fizični simptomi so bili pa glavobol. In ko sva raziskovala, kaj je ta njegov glavobol, je on potem našel asociacije, tako kot si ti tudi delaš, da je to pač, da je on pač napačno interpretiral, glava, razum. Tudi napačno je šel v stvari, tako da bi druge zadovoljil, ne sebe. On je vedno ostajal v senci, drugače zelo uspešen pač človek, od katerega je odvisno mnogo ljudi. In pravzaprav so te simptomi potem začeli počasi izzvenevati. Zraven so bili tudi simptomi prenajedanja, to je bilo zaradi praznine, ko je bil brez matere, ki ga je dolgo časa puščala same, včasih se je otroke puščala, pa med izmenami sta bila starša, ko sta imela izmene, vmes sta bila nekaj časa s bratom sama, in to obdavila tudi dlje časa včasih. In potem ostanejo ta praznina. Torej psihični nivo, telesni nivo, miselni nivo, spremeniti način pogleda in potem še s pomočjo kozmograma locirati to sanjsko podobo tega, bi rekli, kako on izvisi, sredi od tega ljubečega odnosa, ki ga je ljubljenje, dejansko ljubljenje prikazovalo v sanji, ljubljenje z njegovo partnerko, s katero je srečen, in kako se je ona stran obrnila od njega, kako je ta zgodovinska prikrajšanost. Imamo na drugi strani potem njegovega osebnega duha, ki pa gleda v prihodnost, ker vsak duh od vsakega človeka hoče naprej, hoče v prihodnost, hoče razvoj. Zakaj rečemo, da je edina stalnica v življenju je sprememba, zato ker naš duh hoče to spremembo, in ko smo gledali ta njegov kozmogram, je potem prepoznal noter luno v konjunkciji s Plutonom, in ta luna v konjunkciji s Plutonom pomeni, da je njegov osebni duh, vsaj v tej inkarnaciji, pogojen s tem, da gre on globlje vase, globlje v odnose in da transformira to svojo prikrajšanost, ki jo je doživel kot majhen otrok in potem tudi kot malo starejši otrok, v neko pozitivno čustveno navezanost, ki jo je najprej zgradil z delom na sebi, s terapevtom in potem tudi, pa hkrati tudi v življenju, paralelno z drugačnim vrste
odnosom, njegova sedanja partnerka je čustveno inteligentna, ima tudi svoje težave, ampak ga je pogruntala, kako se čustveno umika, kako se zapira in ga zna tudi prijeti, ko reče, ko bi on najraje pobegnil, tukaj bom zaključil, ker mi da bo hoče še kaj. Ja, to bi še vprašal, da vidim to povezavo, kot psihoterapija pa integrativna medicina, obe dajeta velik poudarek na človeka, kot ne samo na pacienta, pa kot na človeka, to soudeležbo. In pri integrativni medicini se mi zdi ta pomembna razlika, za razliko od klasične medicine, da ne išče samo neke rešitve, da človeka sili v neki, da mu ohranja zdravje, tudi če nekako te simptomi so samo olajšani. Se mi tukaj zdi res, kakor jaz to dojemam, da integrativni medicinski zdravnik mora zavzeti to neko dostojanstveno držo do pacienta, da se ta pacient sam sooči s svojimi čustvi, simptomi, ne da ne pride kot do te projekcije, da bi zdravnik želel biti zdravilec, pa nujno pomaga. To kot terapevt ne sme kontratransferja imeti na svoje paciente. In ne vem, bi to mogoče še vi kaj o tem povedali, kako vi dojemate to držo, ki jo imate v vaši praksi do pacientov? Ja. Medikusa, ja. Tule je, bi rekel, ena taka še velika, ne vem, skrivnost ali karkoli, ker pač mi delamo z ljudmi, ki so res dejansko fejst bolni, in mi vemo, ko smo fejst bolni, je včasih težko zdaj tam nekaj ali meditirati ali ne vem, čuječnost se iti ali nekaj, recimo imamo že en kup živega srebra v sebi pač, in smo čisto znervirani, je težko zdaj to tam nekaj pa na jogo ali ne vem, na karkoli drugega, pa se nekaj umirjati, če imamo pa pač dejansko fizično telo polno ali kovin ali pesticidov ali česarkoli drugega, to se vse da testirati. To je laboratorijev nekaj v Nemčiji, ko se urin, blato, kri, se vse zmer, tle smo, in tudi težko je, seveda, ko tak človek pride po pomoč, ker mogoče v tistem momentu sploh ne more čisto dojeti, kaj vse je treba narediti, oziroma ta ali pa miselni del zelo lahko bezla, iz enega na to, pa pa tretji, pa četrti in kar nekako se in je treba kar to božjo mast, ali kako že, da se pač primernim tempom človeka včasih tudi morda biti majčkeno strog, v smislu, da se malo zbudi, in se res lepo pokaže, kako grejo lahko tudi v valovih te terapije, ampak takrat, ko pa prebijemo neko mejo, zdaj bom tak splošen izraz uporabil, detoksifikacije, in kar naenkrat človek dobi energijo in kar naenkrat se spet začuti, in takrat potem začnem, recimo jaz osebno pa malo bolj, recimo imamo hipnozo dela, ena naša zdravnica, ajurvedski zdravnik dela eno to ajurvedsko metodo, psihoterapija ali ne vem kako, tisti, ki želijo pa malo bolj, pa potem, dobro, Matjaž ima zdaj gužvo, tako da ne sprejema, imamo pa še enega, ki ima nekoliko več, in ima tudi recimo 2 naša pacienta po taki bolj dolgotrajni psihoanalizi. Tudi vzamem še koga. Tudi vzamem še, no. In tle je ta preplet, v bistvu, kako ugotoviti, kako, tudi ne vem, kako človeku sporočiti, da dajmo zdaj pač narediti ta telesne tretmaje, da se sploh lahko čutimo, da sploh lahko razmišljamo, da se lahko spustimo vase noter, Tle je veliko teh momentov, Kako prehrano spremeniti, pa spremeni človek prehrano, pa je ves depresiven čez en mesec, Pa prav, kako mi to koristi, če se pa slabo počutim, ampak če mu razložimo, da je zadaj ta dopaminska veza, pa sodoben ustroj prehrane, ki je zelo, bi rekel, smo zadrogirani, tudi jaz, v resnici, pa vse vem, kaj je prav, so določeni impulzivni vzorci, zato da si malo dvignem, razpoloženje, čeprav vem, da tisto ni zdrav. Ali pa da bom zaradi tega itak naslednji dan pol malo
ne bom recimo pica, ne, tak tipičen primer. Tako, no, je tle neka fronta odprta, kjer se dejansko jaz res to čutim, a ne, ta neka nova medicina, ne, kjer bomo zdravniki, terapevti in tako naprej malo bolj začeli povezovati, pa bomo malo manj vezani na to, da pišemo zdravil, pa je tlak nižji, pa je v redu, pa gremo dalje. Ne. Ali pa statine, ali pa te najpogostejša zdravila, ker nič kaj ne prinesejo neke hude rešitve, bolj tako. Včasih rečem, še avtomehanik se bolj vzrok spusti, pa avto poprav, a ne, pa olje zamenja, pa Ne verjame na to, kar stranka reče, a ne, ker ponovadi je nekaj drugega. Ja, no, tudi to, ja. Ne. Ja, hvala obema. Za enkrat, sedaj bi dal mikrofon okoli, da če so kakšna vprašanja, so na Zoomu kakšna vprašanja, da jih naslovim. Hvala. Jaz sem vprašala gospoda Sebastjana, ko ste začeli svojo prakso, ste bili že takoj tako odprti za to alternativo ali se je to pri vas tako postopoma razvijalo? Ali Ja, jaz imam tudi pač družinsko situacijo alkoholizma, a ne, in sem šel potem oče je bil, a ne. In sem seveda hiperkompenziral, a ne, in pač nisem mislil, da moram cel svet pozdraviti, še zdaj to včasih mislim, a ne. No, pri fotru nam je zelo dobro ratalo, moram reči, a ne, smo zdaj zelo v redu in smo ga tudi zdravili in tako naprej, ker je imel raka, ne vem, lani ali predlani. In v bistvu zaradi tiste stiske, ne, ko sem bil najstnik, sem iskal kar veliko pomoči, a ne. In takrat sem se prvič srečal in z reikijem in z vsemi stvarmi, hkrati sem pa tudi na medicini že študiral, a ne, tako da sem nekako že na medicini pol neko ajurvedsko učbenik, ne zdaj neko knjigo, ampak učbenik bral, pa primerjal, pa se spomnim, zafrustriran sedel tam v enem 4. letniku medicine, ko sem rekel, no, končno se bomo zdaj lotili vzrokov bolezni, ne, ker 3 leta rabiš, da sploh razumeš, kje je kaj, pa na kakšen način funkcionira. In pa se prav spomnim, ko sem bral, ne vem, mislim, da avtoimuni glomerulonefritis, se še zdaj spomnim, pa je bela cesta, a ne, pa saj nič ne vem, a ne, opisujemo, kaj je in to je super, a ne, dobro je vedeti, kaj je narobe, a ne, ampak pa kako bomo to pozdravili, pa že ne vemo, ne. Pa zakaj se je to pojavilo, tudi ne vemo čisto dobro, a ne, to je bilo zdaj, ne vem, 20 let nazaj, ko sem študiral, zdaj se seveda ve veliko več, a ne, in v bistvu to mi je dalo potem, da sem zmeraj skušal zelo, zelo široko gledati, nikakor pa ne alternativno, a ne, ker alternativa pomeni v eno ali pa v drugo smer, da je nekaj, ali nič, jaz gledam kot medicino, ki se razvija, a ne. In tudi vsak dan uporabim anestetik, ki je farmacevtski produkt, dam tudi antibiotik, kdaj, če kdo takole oteče, nekaj je nevaren, da mu gre možgane. Ne razumete, ne, in tako naprej po operaciji. Seveda pa sem to zminimiziral na najnižjo možno raven. Hkrati pa seveda uporabljamo ogromno enih zelišč, ogromno enih ostalih postopkov, infuzij, kurkumina, resveratrola, v IV obliki ali kot prehranska dopolnila in tako naprej. Torej hočem reči, da ja, rastem kar že od gimnazije naprej z tem povezovanjem. Hvala lepa. Dober dan. Jaz bi povprašala, no, ko ste omenil za očeta, a se je on tudi zdravil na Onkološkem inštitutu, je imel kako operacijo tam? Tudi ja, operacijo ne, ker je imel na grlu raka in bi to bilo potem zelo verjetno na sondo se hraniti, mislim, velika verjetnost je bila. Tako da on je z obsevanjem, pa eno tako blago kemoterapijo, pa potem pri nas cel spekter, kar delamo, ne, in plus prehrano zelo spremenil in vse, a ne. In on se je praktično do zadnjega dne obsevanja sam vozil iz Žužemberka, to je 50 kilometrov eno smer, a ne. Je rekel, da ostali pacienti so zelo hitro rabili transport, a ne. Da so ga prijatelji vsi spraševali, ka nimaš ti raka, se izgledaš zdaj 100-krat boljše kot prej, a ne. Tako da seveda ga je bolelo in to, a ne, ni bilo vse samo romantično.
Ampak dejansko vidim v praksi, da te kombinacije dejansko najbolj delujejo. Da sem seveda odvisen od stadija in vse, ampak sem ena ali sem druga pač imajo uspehe, ampak ne pa tako dobre, kakor če se to skupaj dela. V redu. Hvala lepa. Jaz bom vprašala, kako vi gledate na avtoimunske bolezni, pa na ostale. Jaz nekako smatram, pa tudi tako govorijo, kako da pri avtoimunskih boleznih delamo nekaj proti sebi, ampak jaz mislim, da je povsod nekje tako. Ja, avtoimune bolezni so zdaj itak praktično, no, jaz ne vem, če je kdo, ki nima, mislim, zelo v porastu. In jaz mislim, da je tle geneza ali pa vzrok tiči pravzaprav na vseh možnih nivojih, ne. Od mikroplastike do tega miselnega dela, ki je pač aktiviran tako, da se ne da povedati, ne, saj veste. Mi vsakič, ko telefon pridemo, je že 100 impulzov. Zadnjič, ne vem, zdaj sem pozabil, ampak mislim, da zdaj v enem dnevu dobimo toliko impulzov, kolikor smo jih prej v enem letu, ali neka taka statistika je, ne. In ni čudno, a ne, da sploh ne vemo več, kdo smo, kaj smo, ne, saj samo še reagiramo non-stop, me razumete, na neko informacijo, pa je to lahko nek nov znanstveni članek, lahko je to, ne vem, 10 Viberov in WhatsAppov, ko se nekaj pogovarjamo, pa je lahko tudi zasebna debata ali pa strokovna ali pa s poslovnimi partnerji, saj ni važno, ampak skozi je miselni del toliko zaktiviran, a ne, da enostavno ne moremo več čutiti sebe, a ne, da na nek način potem reagiramo sami na sebe. Ne vem, ta del je bolj tvoj področje, ne, ampak enostavno, a ne, reagiramo. Samo reagiramo, nič ne začutimo, nič ne pomislimo, ne. Pod površino je treba piti, ne. Površina je življenje. Problem je v površinskosti življenja. Smo na površini, da zadovoljujemo, da se samo zadovoljujemo dejansko s tistimi recepti, s tistimi razlagami, z tistimi sporočili, ki želimo na netu. Imamo pa za površino smo ne vzpodbuja, da bi šli vase, da bi pogledali dejansko, kaj se z nami dogaja osebno, tudi zgodovinsko povedano z otroštvom. In pa na drugi strani, kaj bi rabili za to, da bi se duhovno ukrepili veselega življenja, da bi ukrepili voljo, da bi ukrepili pogum. Temu pravim prav edukacija o pogumu. Kako zdaj ukrepiti svoj pogum, da si boš upamo. Zdaj si vsega zgrnem, danes popoldne me ni, ker jaz delam to svojo zadevo, ki jo rad delam, ali je to nek gozdarski hobi, ali je to metoda skupina, ali je to, ne vem, borilne veščine, ali je to samo moje vrtnarjenje, ampak to postane potem, človek napreduje, to postaja vedno bolj sreča. In takrat je človek na poti celostnega ozdravljenja. Ko razvije dejavnosti, ki res zanj pomenijo veselje in radost do življenja. In ko enkrat to najde in ko začne to negovati, to je tisti duh, to je duhovna ozdravitev. Ker vsaka bolezen, bo pokazala na pomanjkanje te nege osebnega duha, ker smo pristali na to, da zadovoljujemo kolektivne potrebe ali potrebe drugih, pozabili smo pa dejansko na to, kaj nas veseli. Kje je tisti naš notranji otrok, ki veselo skače od veselja, ko pridemo do tiste dejavnosti, ki nam res pomeni. Ni za denar, ponavadi, in ni zato, da bi nas drugi potrdili, ampak je samo zato, ker je nam paše in ker radi veseli. To pomeni izid iz te površinske identitete s tem, kar se dela, kar se govori, da je dobro kolektivno, kar se predpisuje kolektivno, ko si govoril o antibiotikih, mene je moj zobozdravnik po operaciji, ki je naredil tukaj na kosti,
v ustih, rekel, ja, antibiotike, prvič, antibiotike ti moram krepko svetovati, a ne, po svoji profesionalni personi, ampak ti boš naredil, kot bi naredil. Ti boš že dobro poznal, ne hkrati naslovil kot občega člana pacientov, a ne, njegovih pacientov in na drugi strani imeti naslovil kot pacientov. To pozna. 20 let, zadnjič so zaključila za zadnjo dnevo, a ne 20 let mi je in je vzel v okvir mojo individualnost, antibiotikov ne vzamem razen seveda bijanje, delo pa če samo pa ne. Že dobila v roko. A bi povedali vi, doktor Perko, kako vi recimo mene gledate v tem času, ker hodim na MAHA, na ustno medicino, kaj se vam zdi? Ko zdaj imam priliko, da vas kaj takega vprašam. Ja, približno to, tako kot smo se pogovarjali, a ne, ja. Vidi se, da čedalje bolj prihajate vase, a ne, in da je tudi v bistvu tempo, kakorkoli bi si jaz in pač terapevtka, ki z vami dela, ne, ki oba poznava, želela, da bi šlo hitreje, a ne, ker to je pa zdaj najina neka bila, ne, ta ambicija, a ne, ste vi pač v bistvu en za vas ta prav tempo določila, ne, in tudi se vidi, kako, ker ko ste prišla, ste bila čisto razpršena, a ne, po mojem po celi zemeljski obli, ker ste tudi veliko v tujini delala in tako, ne. Zdaj se pa vidi, da prihajate not, a ne, v svojo hišo, če lahko rečem, in tudi zato je cela situacija zelo dobro odreagirala pri vas, a ne. A ne, gre v pravo smer, a ne, kljub temu, da je bila že kar tako malo brezupna, pa, a ne, a drži? Točno, ja. Ja, Točno, ja. tako da gremo tako naprej, sem to lahko rečem. No, ampak mislim, je zelo zanimivo, kako sta oba o tem govorila, kakšna pot je to, ne. Jaz sem bila 12 let na jungovski psihoterapija, psihoanalizi, reiki mojstrica, jogo 45 let, veganka, ker sem šla v Ameriko 89 leta, prej sem bila vegetarijanka že 15 let. Se pravi, da vse to ni, mislim, bistven simptom je ostajal prisoten. Tista najgloblja stvar je bila še vedno podzavesti ali v duši ali kjerkoli, tisto, kar je režiralo, je bilo še zraven, ne. In nihče, mislim, ni tako celostno, mislim, zato sem jaz tako vesela bila, ker sem vas odkrila, da lahko, pa ni eden samo tisti, ki bo reševal zadevo, ne. Mislim, jaz delam in z ajurvedcem in z hipnozo in z vami in na sebi seveda ves čas iz pisanja, sem pisateljica in ni konca, ne. In kako grejo ti valovi samospoznavanja, kako se dogajajo, je fascinantno, ne. Je zmeraj dobro, da najdemo terapevta, katerekoli že vrste, ali pa tudi, če sta dva ali pa trije, a ne, samo da niso z istega področja, ker ponavadi to malo se strižejo stvari, ne. Za enega je bioresonanca, za enega je bioresonanca in ajurveda, za enega mora biti vse skupaj, a ne. In res je važen ta občutek, a ne, pa predvsem, da postanete, vi veste, da je to vaše, a ne, in v bistvu smo skozi te iteracije in srečanja nekako prišli do tega, a ne, da smo to lahko peljali naprej, a ne. Če vi ne bi tako začutila, ali pa tudi jaz sem tudi takoj začutil, da vam lahko pomagam, a ne, in sem pol tudi svetoval še tam, pa tam sem malo pomagal, da ste zraven prišla pa tako naprej. In se to pol kar zgodi, a ne, to se kar zgodi. To je neverjetno, kako takrat, ko je pravilno postavljen, se kar zgodi. Nič ni težko, nič ni, ne, tudi tisto, če moraš zvečer še en mail odgovoriti za enega pacienta, za enega je težko, za enega pa kar steče, a ne, me razumete. In pri vas je to tako šlo, a ne, in upam, da bo šlo tudi še naprej, a ne. No, pa bom rekla, da sem se odločila za te zobe,
je bilo tisti hip, ko sem jaz tu v srcu začutila. Ko se je meni srce In tako mora biti. odprlo. To je pa duh. To je pa duh. Duh, ja. To je pa vaš osebni duh. In Bravo. takrat sem vedela, da zdaj sta pa. In takrat smo naredila in je šlo super, gladko, vse V par brez. minutah je šlo vse ven. Ja. To ni bilo fizično srce, to je bilo duhovno srce. Seveda, jasno. Seveda, tudi fizično bije takrat fajn. Ja. Ampak v resnici je pa to duhovno srce. Sedeš. Tako. Jaz bi vam tudi čestital za pogum, ko ste to v skupini tako odprla. Dolga pot je že za mano. To je Može tudi biti. srce. Srce, ja. Jaz bi se vam samo zahvalila, da ste me danes sprejeli. Moram reči, da me teme zelo zanimajo. Tudi poskušam v tej smeri marsikaj se naučiti. Ampak sem še zelo na začetku. Hvala. V svojem tempu. Jaz mislim, da je zelo važno, da se ne dela cilje, da se dela v enem svojem tempu, predvsem pa nežno. Nežno s sabo, a ne. Dela do te mere, ne kot človek, tudi da lahko. To je edina prava pot vsega celjenja in vsi. Rabimo to celjenje, ne rabimo to ljubezen. Ne delamo sile. Tako da je zelo fajn, je zelo fajn čutiti, ne, in voljo in pa tudi razumevanje, da je. Hvala. Jaz bi samo vprašala, da vi povezujete astrologijo malo z to, kakor dobro zaipal metodo, ampak še tudi astrologijo splošno, da vidite karto ali ne, ali pa je samo tako na ta, A mi? ja. Ja, to bi bila moja kar velika želja, a ne. Jaz sem malo na Indijo vezan, a ne, tako da pač, ne vem, prostori so vsi po vastu šastri, radiestezijsko pregledani, zaščite postavljene. Zdaj pa, a ne, ni glih veliko ljudi, ki bi še džotiš, ali kako se že reče, jaz imam redno na 5 let, a ne, zase pogledam, pa novi sodelavci, če so odprti, so vedno pač, ne, pogledamo kompatibilnost, pa kdaj zaposlitev narediti, pa vse te stvari, tako da to absolutno bi. Je pa na koncu pač ena ta žalost, da v Sloveniji je to vse zasebno, a ne, se pravi, mi moramo na trgu preživeti, ne, mi če naredimo 100 milijonov evrov minusa, a ne, tako kot naša največja bolnica, pač ne obstajamo, a ne razumete, ne, in ni toliko povpraševanja, a ne. Drugače bi si pa jaz zelo želel delati z ljudmi, ki bi še to naredili in bi pol to res bilo pa res celovito, ampak saj že to, kar delamo, je zelo, zelo napredno. Sigurno pa na neki točki nameravamo malo bolj to tudi promovirati, a ne. Pa. Ja, mislim, da to astrološko, da to, ko človek, da vidi točno, Ja. kdo je pa, mislim, pol pa še te medicinsko, pa pol še tisto psihološko, pa še tudi tisto duhovnost, da se Ja. povezuje, ne. Ja. Hvala lepa. Izvolite. Jaz sem Borut. Jaz vidim, da v današnjem času skozi obstaja ta boj med šolsko medicino pa alternativno, ne. Mi imamo opravka, pač jaz, ki sem veliko v športu, ne, pride poškodbe, vzameš, ti dajo tableto in je konc, ne. Samo dolgoročno pa ti rabiš ene rezultate, ne, od te alternativne medicine. Jaz sem prvič te rezultate dobil takrat leta 2001, ko sem delal 50 dni posta. Samo na svekovih. Ok, malo mi je ta zob prežrl in zdaj tudi vprašanje, a se da, ker pridem k zobozdravniku, prav, ni šans, da se zob regenerira, ne. Vi ste, ne vem, ste zobozdravnik tudi, ja. Tudi, ja. No, in mi imamo opravka s temi zdravniškimi avtoritetami, ne. In če gremo eno diskusijo z njim, da on sploh noče slišati o tem, oziroma te zatre. In s tem izgubiš ti samozavest, motivacijo. Jaz jo ne izgubim tako hitro, ne, pač sem zelo optimističen, ne, samo težko je imeti opravka, če kakšna bolezen nastane, da prvič moraš ti najti vzrok za to bolezen. Ni ga lahko najti, ne. Lahko je psihične, lahko je pa
prehranske narave, ne. Zdaj, Kar kombinacija, ja. ker jaz probam zdaj čim prehransko, čim bolj vegansko, pa poslušal tega vašega Tomasa Rava, ne. Se pravi, brez mleka, brez vsega mesa, pa zdaj sem probal zadnji mesec brez sladkorja, samo težko je brez sladkorja sploh preživeti, ne. Ker te odvisnega dela, ne, to pomeni, hočem reči, težko je v današnjem času, da se usmerjaš tudi v alternativo, pa da vidiš, kakšni so rezultati tega, ne. Rezultati dobiš, s tableto dobiš rezultatov, drugače pa moraš iskati, ne. Če ni rezultatov, če ni rezultatov s tem, potem rabiš eno drugo Mislim, stvar, ne. rezultati so zelo vidni, recimo, jaz sem zdaj prejšnji teden sem srečal pacienta, ki je imel eno rano tule na sredini čela, rano, ki se ni zacelila, a ne, se bom kratek, se ni zacelila. Ja, pa smo kar delali, moram reči, slabo leto in sem ga srečal in je koža zrasla čez 75 let stane. Ko bi rekel, se nič več ne regenerira. Tako, jaz sem ga videl, sem rekel, to se je pa zaprl, ker ga nisem imel na 3 mesece, koža je zrasla čez. Ampak je res delal, res, mislim, do tega, da kruh sam peče doma, do vse s kmetij dobiva hrano, nič ni to mislim, ne smem zdaj najbrž, ampak te trgovine, a ne, in tako naprej, ne. In so zelo vidni rezultati, ne, pa zdaj nazadnje je bil en onkološki pacient, ki res nevelik tretmaj, nek osteosarkom, hud, tudi jemlje biološka zdravila na onkološkem in tako naprej, ampak ko smo mi začeli delati v 3 tednih tisto nogo, sem jo videl, tako dobro izgledala, ne. Rekel je, da ga je začela boleti malo, pa sem rekel, že kaj hodite na noter, rekel, ja, to pa že stopim, a ne, in seveda, ker ni stopil že ne vem koliko časa nano, sem rekel, ja, se mi zdi normalno, da malo kolena toliko bolita, a ne. Na tej točki bi zaključili, ker nas že čas preganja. Se bi obema zahvalil za krasen pogovor in vsem udeležencem, tudi vam na Zoomu, ko ste sodelovali in nas gledali. Tako da vse še sedaj povabim, da se nam pridružite na majskem javnem dogodku Inštituta Epal in upam, da se vidimo v čim večjem številu. Lep večer, nasvidenje. Hvala.